Spoštovana predsednica Vlade Republike Slovenije, magistra Alenka Bratušek, spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani predsednik Akademije, spoštovani gospod župan mestne občine, spoštovani sodelavci, sodelavke Univerze v Ljubljani, študentje, študentke in dragi gostje. Danes slavimo največjo enkratno investicijo v visoko šolstvo in v prostore Univerze v Ljubljani. 42.000 kvadratnih metrov neto površine namenjamo 3.000 študentom in več kot 400 zaposlenim na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Investicija je plod dolgoletnih prizadevanj mnogih posameznikov na Univerzi v Ljubljani in na resornih ministrstvih. Vsi so stremeli dosedaj k temu, da bi vzpostavili novi center za naravoslovne in tehnične študije. Čeprav so se pojavljale različne zamisli o umestitvi tega centra, jih je vse skozi povezovalo prepričanje, da ga potrebujemo, tako Univerza kot Slovenija. Najbolj naravna rešitev je, da bo ta center omogočal pogoje za nov razvojni polet naše najboljše znanstvene ustanove oziroma njenih razvojno naravnanih fakultet. S centrom na Brdu pridobivata obe fakulteti, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko, ki se pridružujeta bližnji sosedi biotehniški fakulteti. S preselitvijo obeh fakultet bomo lahko zmanjšali tudi prostorsko utesnjenost na Filozofski fakulteti in Fakulteti za elektrotehniko. V celoti gledano je to velika pridobitev za našo univerzo. Naš pogled je usmerjen tudi v prihodnost. V tem okolju vidimo še druge članice naše univerze, kot sta Fakulteta za farmacijo in Fakulteta za strojništvo. Še več, ob njih naj bi v povezavi s tehnološkim parkom zraslo novo inovacijsko središče, Ljubljansko stičišče inovacij, to je središče za prenos znanja. Za obe fakulteti so z novimi prostori zagotovljeni temeljni pogoji za raziskovanje, izobraževanje in za prenos znanja. So spodbuda za nov korak v kakovosti, za oblikovanje novih interdisciplinarnih programov, za pridobivanje velikih mednarodnih projektov, za več tujih študentov in za sodelovanje z uporabniki. Pričakujemo, da se bodo s to pridobitvijo povečali znanstveni dosežki obeh fakultet, da boste lahko sprejeli več študentov, da se bo še povečala kakovost diplomantov, da bo naraslo število patentov in inovacij. Pričakujemo koristi tudi za gospodarstvo. Univerza je pripravljena na pospešen prenos znanja. Pričakuje, da bo prepoznana kot ključni razvojni dejavnik države, tako v negospodarskem kot v gospodarskem sektorju, in zato računa seveda tudi na ustrezne spodbude tej dejavnosti iz nove finančne perspektive 2020. V tej investiciji se zrcali spoznanje Evropske unije in države Slovenije, da je naša prihodnost odvisna od vlaganj v znanje. Spoznanje, da najbolj razvite države niso začele vlagati v znanje šele potem, ko so dosegli visoko stopnjo razvitosti, temveč, da so postale razvite zato, ker so že desetletja predtem sistematično vlagale v znanje. Rad bi verjel, da je to spoznanje pri nas trdno in da ne gre le za naključje. Novi prostori bodo namreč služili uresničevanju poslanstva univerze in obeh fakultet, le če bo v njih nameščena najsodobnejša oprema za raziskovanje, če visoko šolstvo ne bo dobivalo vsako leto manj sredstev in če ne bo prisiljeno izvajati politike po formuli -1% zaposlenih na leto. Žal moram reči, da po včerajšnji seji Vlade je to verovanje v spoznanje o razvojni vlogi univerze in visokega šolstva precej omajano.
To, da bi z enim ukrepom visoko šolstvo izgubilo 30% sredstev, kaže, da se v tem sektorju, v tej dejavnosti ne vidi razvojnega dejavnika. In tukaj seveda ne more biti govora potem več o razvojni vlogi visokega šolstva in univerze in mislim, da je tudi govor o kakšni zmoti odveč. Če bi šli po tej poti, moram reči, da zaveze, ki smo jih dali skupaj z državo, financerjem, tudi Evropski uniji, ob tem, ko je bila ta investicija odobrena, ne bo mogoče v prihodnje izpolniti. Spoštovane in spoštovani, investicijo, ki jo bomo danes odprli in si ogledali, si bomo zapomnili še po 3 rečeh. Izpeljana je bila v kratkem in v dogovorjenem roku, skoraj da v celoti v dogovorjenem roku. Kljub temu je bilo v tem času zaradi tehnoloških novosti že treba prilagajati projekt. In tretje, izvedena je bila z mnogo nižjimi sredstvi od načrtovanih, kar je verjetno redkost. Uspešna izpeljava te naložbe je v veliki meri plod bogatega in raznovrstnega znanja, s katerim razpolaga naša univerza. Zanjo so zasluženi mnogi posamezniki in organizacije, ki so bili udeleženi v tako velikem in kompleksnem projektu, od načrtovalcev do gradbenikov in vseh, ki so pri tem pomagali. Med njimi bi se rad seveda posebej zahvalil mojemu predhodniku, bivšemu rektorju, profesorju dr. Stanetu Pejovniku, ki je kolega Pejovnik je v izpeljavo celotnega projekta vložil veliko svojega znanja in energije. Zahvala seveda gre tudi vsem njegovim sodelavcem, tako na univerzi kot izven univerze, in lahko rečem samo iskrene čestitke za ta dosežek in kolega Pejovnik, prosim te, da nam nameniš nekaj besed. Pravijo, da življenje dejansko ni vse tisto, kar smo doživeli, ampak da je predvsem tisto, kar smo si zapomnili. Tisto, kar je ali bo v naši zavesti in mislih ostalo neizbrisno zapisano. Danes je dan, ki bo ostal neizbrisno zapisan v spominu mnogih. Dan, ko bodo vsi oddelki kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije in tehniške varnosti na Univerzi v Ljubljani dobili svoj skupni dom. Dan, ko se bo fakulteta za računalništvo odselila od mame v svoje novo stanovanje. Zato, da smo nova domovanja zgradili, smo trdo in usmerjeno delali vsaj 20 let. Od okrog 9000 kvadratnih metrov prostorov, ki jih trenutno uporablja Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, ima fakulteta le 4800 približno kvadratnih metrov lastnih prostorov na 4 lokacijah v Ljubljani. Na Kemijskem inštitutu imamo v najemu 1800 kvadratnih metrov. Knjižnico imamo v prostorih CTK. Skupno poučujemo na 18 začasnih lokacijah po Ljubljani, saj občasno najemamo ali gostujemo v laboratorijih drugih ustanov. V malo, vendar ne bistveno boljših pogojih je delovala Fakulteta za računalništvo. Z izjemo prostorov za laboratorije, kabinete in dekanat si Fakulteta za računalništvo in informatiko vse prostore deli z mamo, Fakulteto za elektrotehniko, ki deluje na Tržaški 25, in Fakulteta za računalništvo trenutno zahteva manj kot 20% v skupni stavbi. Obe fakulteti v zadnjih letih zaradi prostorske stiske omejujeta vpis. Prav tako pa prostorska stiska omejuje projektno delo za izvajanje tržnih projektov. Zaradi omejitve vpisa na Fakulteti za računalništvo letno zavrnejo okoli 50 študentov na univerzitetnem študiju ter okoli 150 študentov na visokošolskem strokovnem študiju. Na kemiji pa na vseh programih skupaj zavrnejo pri vpisu preko 100 študentov. Na ekranu lahko razbirate, kako so po letih potekale aktivnosti. Dolgih 20 let planiran, prepričevan, moledovan, pojasnevan,
smo na koncu strnili v 2 leti izgradnje. Skoraj natanko pred 2 letoma so na tej lokaciji zabrneli gradbeni stroji in danes so gradbena dela skoraj končana. Zakaj skoraj? Na kemiji bo preselitev velik in vsaj 2 do 3 mesečni projekt. Poleg tega moramo še vgraditi tehnološko opremo, digestorije in laboratorijsko pohištvo v laboratorij. Vemo pa nekaj. Pouk za študijsko leto 2014-2015 se bo 1. oktobra začel v novem domovanju. Ob koncu pa še nekaj zahval. Odločil sem se, da bom vse zahvale strnil na organizacije. Nikakor ne bi mogel povedati imena vseh, ki so k uresničitvi tega res velikega projekta prispevali. To bomo naredili v ožjem krogu kasneje. Najprej snovalcem objekta, arhitektom biroja 4M. Verjamem, da se vsi strinjate, da je objekt lep. Jaz pa lahko dodam, da je tudi funkcionalen. Sodelovanje s podjetji Pomgrad, Begrad in IMP je bilo vzorno. Čeprav dolgi sestanki vsak teden v času gradnje niso potekali brez različnih pogledov, smo na koncu vedno našli skupni jezik. Tudi z nadzorniki Loka Inženiring in podjetja ProPlus še vedno prijazno govorijo, čeprav so drug drugemu krepko grenili življenje. Vsak dan gradnje. Ampak zato bo število napak, ki jih bo potrebno odpraviti v času garancije, manjše. Zahvala gre tudi sodelavcem ministrstev, ki so usklajevali porabo sredstev z Evropsko unijo in stalno preverjali potek projekta. Bili so striktni, vendar ne preveč birokratski. Zato hvala. Sedaj pa moram narediti izjemo in se osebno zahvaliti 2 sodelavcema. Inženir projekta je bil Inštitut za gradbeništvo pri Fakulteti za gradbeništvo in vodja projektne pisarne je bil nekdanji dekan, sam pravi pradekan, Bojan Majes. Bojan, vem, da po noči nisi spal in tako je bilo še marsikdaj v teh 2 letih. Kaj naj rečem razen hvala, Bojan? Brez tebe danes otvoritve ne bi bilo. Pa še Mihaela Bauman. Malo nas v resnici ve, kaj vse smo se naučili v pripravi projekta za pridobitev evropskih sredstev. Več kot 1 leto smo ga sestavljali, dopolnjevali, popravljali na zahtevo Evropske unije. Tudi tebi in vsem ostalim, ki ste pri izdelavi projekta sodelovali, hvala. Ampak Mihaela je skrbela tudi za finance, priskrbela kredit, zagovarjala naše odločitve, ko so nas prišli kontrolirati. Tudi brez tebe, Mihaela, danes otvoritve ne bi bilo. Sedaj pa moram res končati. Ne bi bilo pošteno, če se ne bi zahvalil tudi vsem vladam Republike Slovenije in vsem ministrom, ki so od teh dolgih 20 let z nami sodelovali. Prav tako bi se rad zahvalil vsem županjam in županu mestne občine Ljubljana. Skupaj smo postavili več kot le objekt, ki ga vidite. Tu na Brdu smo pred 30 leti pričeli graditi biološko središče. Danes gremo naprej. Lokacija omogoča nadaljne širitve, saj del odkupljenih zemljišč v neposredni bližini ostaja še vedno nepozidan in tako odprt za nove možnosti, ki bi se ob ustanovljenem središču še lahko vzpostavile in je o njih govoril rektor Svetlik. In 2 leti gradnje, lep objekt in kaj naj zaželim drugega kot srečna fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, srečna fakulteta za računalništvo, srečna, prijetni, dobri in odlični sodelavci in izvrstni študentje. Spoštovana predsednica vlade, spoštovani predsednik državnega sveta, spoštovani predsednik Akademije znanosti in umetnosti, spoštovani rektor dr. Svetlik, prijatelj Pejovnik, dragi bivši rektori, dekani, študentje, profesori, gospe in gospodje. Ta prelepa zelena dolina v najlepšem mestu na svetu danes postaja tudi pametna dolina. Ta pamet, ti prostori, ki kažejo na svojo vrednost, me napeljujejo k temu, da bi rad bil tudi jaz študent v teh prostorih. Res, da sem master, pa sem primer obleče za študenta.
Želel bi pa si, da bi te sanje, ki ste jih mnogi sanjali skozi teh zadnjih 30 let, v naslednjih 20 let postali resničnost. Da bi ta dolina postala dolina pameti celotne republike, dolina, ki bo dajala znanost in tudi možnost za razvoj našega gospodarstva, dolina, ki se tu prične in se zaključi s tehnološkim parkom in umestni prostor kar kliče po novih dosežkih. Ker je danes dan slavja, ker je danes dan lepega vremena, bi mogoče bil čas, da tudi pri nas prevlada pamet in da danes sprejmemo sklep, da rešimo tudi prostorsko problematiko vseh 3 akademij. S to mislijo vas lepo pozdravljam in uživajte tu pri lepi dolini. Vam študentom, študentkam pa želim dobro počutje. Nedvomno bo tudi avtobus vozil do tega. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, takoj na začetku želim povedati, da kdor dela, se občasno lahko tudi zmoti oziroma naredi napako in napako, ki jo je pred menoj omenjal gospod Svetlik, danes na dopisni seji, ki že teče, popravljamo. Se opravičujem za paniko, če je ob tem nastala, ampak in opravičilo. Bo pa danes to popravljeno. Aprila lani, ko sem se v družbi z ministrom za izobraževanje in vodstvom Ljubljanske univerze ogledala to lokacijo, na kateri je bilo takrat še gradbišče, sem vodstvo univerze obljubila, da bomo nekatere težave te ugledne ustanove s skupnimi močmi zagotovo rešili do prihodnjega srečanja. Danes pa, ko tukaj stojita novi fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za računalništvo in informatiko, lahko z gotovostjo in veseljem potrdim, da smo storili in je bil narejen velik korak naprej. Velik ne le za univerzo, profesorje in študente, ampak tudi za celotno družbo in znanost, ki jo bodo tukaj šolajoči znanstveniki predstavljali doma in po svetu. Današnji dan dokazuje, da zmoremo podpreti tudi tiste velike projekte, ki so izvedljivi. In ker gre za enega najpomembnejših investicijskih projektov na nacionalnem nivoju in hkrati eno največjih pridobitev Ljubljanske univerze v zadnjem obdobju, bo ta doprinesel tudi k uspešnejšemu vključevanju v evropsko raziskovalno okolje. Slovenija je danes, zahvaljujoč vsem sprejetim ukrepom, kljub pesimističnim napovedim mnogih, še vedno suverena država, ki sama odloča o svoji ekonomski politiki in sama odloča, kaj je za našo državo najbolje. Tako bo, vsaj upam, ostalo tudi v prihodnje. Slovenija ima zdrave makroekonomske temelje in ima, zahvaljujoč povrnitvi zaupanja v našo državo, ki smo jo dosegli v zadnjem letu, še vedno dostop do mednarodnih finančnih trgov, zaupanje v našo državo se veča, obrestne mere, po katerih se lahko zadolžujemo tudi za prepotrebne investicijske projekte, pa so pravzaprav zgodovinsko nizke. Posebno pozornost smo v preteklem letu posvečali ponovnemu zagonu gospodarstva, delovanju pravne države in pa mladim, ki potrebujejo upanje v boljšo prihodnost. Tudi današnja otvoritev je del teh prizadevanj, s katerimi želimo sporočiti, da je potencial mladih za vse nas izjemnega pomena. Da bomo naredili vse, da mladi pridobijo ustrezna znanja, da lahko polno razvijajo svoje sposobnosti in da bodo od rezultatov svojega dela lahko živeli in z njimi vplivali na celotno družbo. Predvsem pa, da štejejo tukaj in zdaj. Vlada si je v tem mandatu prizadevala doseči čim večjo povezanost tako med slovenskimi univerzami, kot tudi med raziskovalno sfero, izobraževanjem in gospodarstvom. S povezovanjem med resorji, ki ga bodo ustvarjali naši bodoči znanstveniki, vpeti v industrijo in gospodarstvo, bodo lahko ob dobrih pogojih dosegali tudi odpiranje novih podjetij z visokotehnološkimi proizvodi in seveda še prepotrebnimi novimi delovnimi mesti. Prepričana sem, da bo ravno sodelovanje univerzitetne stroke, znanosti in mladih
doseglo uspehe, ki bodo v marsičem bistveno izboljšali življenje, tako v prestolnici kot v celotni državi. Kajti brez znanja, znanosti in ustvarjalnosti si prihodnosti ni mogoče predstavljati. Zato mi dovolite, da ob tej priložnosti izrečem vsem, ki ste zaslužni za današnji dogodek, zato, da že danes tukaj stoji prekrasen tridelni objekt, iskrene čestitke, pohvale in seveda iskrena zahvala. Spoštovani predavatelji, raziskovalci in študentje, verjamem, da ste s temi prostori dobili potrebna orodja za svoje raziskovalno in pedagoško delo, na katerega smo lahko že sedaj vsi ponosni. In prepričana sem, da bo to lepo okolje še dodatno vzpodbudilo in razvijalo vašo ustvarjalnost. Želim vam dobro kemijo in dober pretok informacij. Na oder zdaj vabim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Ivana Svetlika, dekana Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, profesorja dr. Matjaža Krajnca, ter dekana Fakultete za računalništvo in informatiko, profesorja dr. Nikolaja Zimica. Prosim rektorja Univerze v Ljubljani, da ima slovesno izroči ključe novih objektov. Prosim. Spoštovana kolega dekana, v roki imam seveda nekaj zelo majhnega, zelo tankega, ampak zelo pomembnega. Želim, da bi ta dva simbolna ključa odprla vrata ne le vama in vajinim zaposlenim, ampak najboljšim študentom pri nas v prihodnjih letih. Želim vama, da bi to res bila hiša ustvarjalnosti za našo univerzo in za celo državo. Izvolite. Dovolite, da se vam v imenu obeh fakultet, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko, zahvalim za pomoč pri gradnji teh dveh fakultet. Spet smo dokazali, da smo odlična in dobra univerza, ki znamo skupnimi močmi prebroditi tudi birokratske probleme, kot so javna naročila, da znamo s svojimi močmi voditi gradnjo tako pomembnih objektov in zagotavljam vam spet v imenu obeh fakultet, da bomo izpolnili svojo družbeno odgovornost ter prinesli svoje znanje na naše zanamce. Hvala.